Pozdravljeni otroci! Poznam zgodbo o prvem šolskem dnevu. Se veselite prvega šolskega dne? Poglejmo, kaj o tem misli Luka. Naslov zgodbe je Prvi šolski dan. Napisala pa je Mateja Gomboc. Jaz sem levi Luka. To pa zato, ker vse naredim z levo roko. To pomeni dvoje. Da pišem, rišem, režem, lepim, trgam z levico in da vse naredim mimogrede. Včasih mi mami sicer reče, da imam dve levi roki, kar pa sploh ne drži, ker je druga desnica. Čeprav bi bilo fino, da bi res imel dve roki tako uporabni, kot je moja leva. Da sem levi Luka, je kriv Rok, moj starejši brat. Odkar pomnim, mi reče tako. Ko sem bil čisto majhen, je bil moj učitelj. Dal mi je kocko, jaz sem jo prijel z levo roko. Preložil jo v desno, jaz pa nazaj v levo. Enako se je zgodilo žogo, lokom, knjigo. Zato mi reče levi Luka, kar mi je všeč. Ni mi pa všeč, da imam včasih dve desni. To pomeni, da sem neroden. Zato sem sklenil, da bom letošnje šolsko leto čisto drugačen. Ampak usoda gre svojo pot. Prvi šolski dan sem se zbudil ob 6. zjutraj, sam od sebe. To se mi zgodi približno tako pogosto kot sončni mrk. A si bolan? Me vpraša Rok, ko me vidi oblečenega in počesanega še pred zajtrkom. Ne, letos bo šlo zares, mu rečem možato. Rok odgrizne kos kruha. Aha, to bo trajalo do malice. Ignoriram ga, ker sem odločen. 5. razred ni hec. Človek mora pokazati zrelost, odgovornost in kulturo. Mama je tako ganjena, da mi v torbo podtakne Snickers. Neža medtem liže marmelado z noža in poje pesem o mrtvem komarju. Nervozna je, ker gre v 1. razred. Ko gremo od doma, pridržim Neži vrata, nesem vrečko smeti do smetnjaka in prijazno pozdravim soseda Kobala, ki kot običajno smrdi po garaži in čebuli. Pridem, fant, reče. To mi da dodatno moč. Danes bo popoln dan. Ko pred šolo zaklepam kolo, stopim v pasji iztrebek. Rok se od smeha skoraj sesede na pločnik. Odličen začetek tvoje nove osebnosti, reče. Ne predam se obupu. Pred šolo si v luži sperem supergo. K sreči priletim v razred tik pred zvonjenjem, a prepozno, da bi se dostojno pozdravil s prijatelji. Sedem na svoje običajno mesto ob Tinetu. Potem pa se zgodi tisto. 3 novi sošolci in med njimi Eva. Učiteljica nas brez možnosti ugovora premeša. Tine mora v 3. klop, ob meni pa zdaj sedi Eva. Nasmehne se mi, da se samemu sebi zazdim kot sonce, okoli katerega frčijo planeti. Nenadoma in na tla pade svinčnik. Oba hkrati se skloniva ponj in treščiva z glavama. Pred očmi se mi bliskovito odvrti še več o zvezdi. Nažalost, jo jaz bolje odnesem od Eve, ki na čelu vidno zraste buška. To bo pa še zanimivo, s tistim svojim nasmehom reče Eva. Razred se za silo umiri, le zakaj se sošolci smejijo ob tuji nesreči in ponavljamo matematiko. Vrsta pride tudi name. V imenu dobrih sklepov in želje, da bi na Evo naredil vtis, z vso vnemo glasno računam in izpeljem nalogo do konca. Od navdušenja vržem flomaster, s katerim pišem po tabli učiteljici. Preveč navdušenja, saj iz njim na belo bluzo narišem veliko kraco. O tuji nesreči in sošolcih ni treba izgubljati besed. Med malico hočem nekaj povedati, seveda tudi z rokami, in si vržem jogurt v naročje. Odprt, breskov. Ravno v trenutku, ko se na vratih prikaže Rok. Saj res, do malice si rekel. Nekako si očedim hlače belega madeža in se potolažim Snickersom. Moja kariera spretnega učenca je končana. Ko se vrnem domov, sem umazan od jogurta in malo še od jutranjega iztrebka, ker superga ni čisto okrevala. Pri večeri me mami vpraša. No, kako je šel 1. dan? Skomignem. Trudil sem se. In? Očitno svet še ni pripravljen na to. Ampak tudi prijaznost nekaj šteje.